Lep pozdrav, moje ime je Miran Peterman in sem intuitivni Recharge Life Coach. Dostikrat stranke zanima smisel življenja. Zakaj se mi dogajajo te stvari? Zakaj imam takšne izkušnje? Kako vem, kaj je namen mojega življenja? Poskušam vam odgovoriti z kratko zgodbico. Osebno verjamem, da je smisel življenja, da dejansko preko življenja dobivamo nove izkušnje. Ampak kakšne izkušnje dejansko želimo? Prav tako verjamem, da naša duša, kakorkoli že to imenujete, preden se rodi, se sama odloči, kakšne izkušnje želi v tem življenju doživljati. To pomeni, ko se potem rodimo v tem našem fizičnem telesu, seveda se tega ne spomnimo. Enostavno zakaj je tako zadeva narejena? Mogoče, da je bolj zanimiva, da smo bolj navdušeni oziroma bi morali biti bolj navdušeni nad življenjem. Enostavno, ko se rodimo, se ne spomnimo, zakaj smo se sploh rodili. In potem se nam začnejo dogajati stvari, ki so nam bolj ali manj všeč. In potem smo tukaj zataknjeni. Kako naj gledam na te stvari? Zakaj se mi neke stvari ponavljajo? Zakaj ne morem naprej? In kako dejansko spremeniti te stvari? Poglejte, te stvari jaz gledam na tako. Življenje, kot smo rekli, namen življenja je, da naredimo neko izkušnjo. In življenje je neke vrste film. To pomeni izkušnjo, tisto, ki jo želimo doživeti, prinesemo s seboj na nekem scenariju. Ste že kdaj gledali, kako se snema film? Ko snemamo film, imamo tam režiserja, imamo asistenta režiserja, imamo potem igralce. To pomeni, naše življenje lahko primerjamo z snemanjem filma. Režiser je Bog ali energija, kakorkoli ga že imenujete. Scenarij smo v bistvu pred svojim rojstvom pomagali napisati sami in potem se znajdemo v točno določenem kadru. In naši partnerji, mama, ata, sestre so naši soigralci, potem imamo še ogromno nekih statistov in potem kako izgleda situacija. Režiser reče 3, 4, akcija in potem odigramo kader. In če kader ni dobro odigran, potem reče režiser kaj? Gremo še enkrat in gremo še enkrat. To pomeni, v življenju se najdemo v določenem kadru. In ko se nam izkušnje ponavljajo, vedno se mi dogaja eno in isto. Pomeni, da dejansko v tisti izkušnji, v tistem kadru nismo prepoznali, kaj je bistvo tega kadra. In zato režiser vedno znova pravi, gremo še enkrat, cut, akcija, gremo še enkrat. In ta kader se nam ponavlja, dokler ga dovolj dobro ne odigramo. In potem gremo na naslednji kader. In vedno boljši igralci, kot postajamo, vedno boljše scenarije tudi dobivamo, vedno boljših filmih igramo in to je dejansko naše življenje. In če na življenje gledate kot neke vrste film, potem dejansko življenje postane precej lažje. Seveda v filmu dopuščamo, da dejansko tudi sami dodamo k svojemu scenariju. Ampak v bistvu te vloge, katere smo si dejansko zaželeli, preden smo se rodili, moramo dejansko odigrati. In hitreje in bolje, kot jih odigramo, hitreje gremo naprej. Kot sem rekel, hitreje gremo na nove filme, na boljše plačane vloge, boljše filme. Tako da dejansko treba je migati, treba se razvijati, treba je raziskovati. In kakšna je moja vloga? Moja vloga je nekako kot asistent režiserja. Če imate težave, če se ne znajdete, če se vam ta kader preveč ponavlja, vam lahko pomagam, da svojo vlogo odigrate bolje, hitreje, natančneje, uspešneje in gremo hitreje naprej. Tako da želim vam čim bolj uspešno igranje, želim vam tudi, da se odločite, da ne boste ves čas igrali v tragikomedijah oziroma v tragedijah, žalostnih, dramatičnih filmih, ampak da se boste odločili za vesele, zabavne, lahko tudi akcijske filme. Želim vam uspešen dan,
in srečno se vidimo.